Na drugem psihološkem večeru v tej sezoni gostimo gospo Majo Megla z knjigo Smem biti to, kar sem. Dobrodošli pri nas in najprej bi se ozrli na tisto vašo prvo knjigo, s katero ste tudi gostovali pri nas pred leti in ki je bila prava prodajna uspešnica. Morda kakšno besedo za uvod o njej? A lahko za uvod se v bistvu najprej zahvalim, zato ker ko je ta prva knjiga Stres izšla, ste bili vi v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prvi, ki ste me gostili s predavanjem. Prvi, to je bilo moje prvo predavanje pred ljudmi, tako da, ko pridem z enim zelo posebnim, svečanim občutkom hvaležnosti, da ste mi dali to priložnost. Tako da knjiga je nastala zato, ker sem doživela hudo izgorelost, hudo bolezen in iskala načine, kako si lahko sama pomagam. In iz tega raziskovanja je prišlo potem do nastanka te knjige in v času, ko se je o tem malo govorilo in tudi ni bilo toliko na tržišču tovrstne literature, tako da so ljudje kar posegali po knjigi, ker v njej ni samo zgodba o moji izgorelosti, ampak so prav znanstvene raziskave o znanstvenih ugotovitvah, kaj se dogaja v možganih, kako je povezano možgane s črevesjem, na psiholoških ravneh, kakšni vzorci so tisti, ki nas potisnejo v izgorelost. Tako da sem v bistvu križarila, da pomagam sebi, iz tega je pa nastalo tudi to, da upam, da je bilo tudi v pomoč marsikomu drugemu. Kaj je bil pa povod za nastanek te druge knjige? Neodgovorjeno vprašanje iz prve knjige, ker v prvi sem se sem kar precej temeljito načela ne samo telesne težave, ampak tudi psihološke, to se pravi te vzorce, ki nas potisnejo naprimer v izgorelost ali pa v kakšne druge psihosomatske bolezni. Naprimer ena od teh, ki je precej problematična, simptomatična za današnji čas je perfekcionizem. Se pravi tisti, ki res potrebujejo imeti maksimalno dobro, ki vso energijo vložijo, ki nikoli ni nič dovolj dobro, te imajo hitro vstopnico v izgorelost, recimo. In ta del naših psiholoških vzorcev, tisto, kar nas tišči, to sem se v tej drugi knjigi lotila bolj natančno, se pravi, kje vse so tiste podedovane tegobe, ki nas tiščijo, preprečujejo, da se res nekako razpremo ali pa da bolj zdravo živimo, da zdravo poskrbimo za sebe, ker smo mi prvi, ki moramo poskrbeti za sebe. No, in iz vsega tega je potem prišlo do nastanka te druge knjige. No, in tukaj je že na zadnji strani knjige kar nekaj tako provokativnih vprašanj, če rečemo. In prvo je, a smem sebe postaviti na prvo mesto? Kaj odgovarjate na to vprašanje? Včasih ne, ampak meni moram reči, da mi je bilo mnogo let, mi je bil izziv, zakaj vsa duhovna literatura tako veliko govori o ljubezni. Kaj zdaj ta ljubezen je, kako jo vsak od nas razumeva in v tem svetopisemski zapovedi ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, mi je to odzvanjalo, kakor samega sebe, to se pravi niti ne bolj, niti ne manj, to se pravi niti ne, da zdrknemo v sebičnost, niti ne, da zdrknemo v žrtvovanje. In potem, ko sem zrla v to, kaj je ta sredina, se mi je to nekako začelo porojevati. Če sem jaz dobro, pomeni, da lahko ljudem veliko dam, a ni pomembno to, da se negujemo, da smo maksimalno okej, ker potem tudi lahko maksimalno veliko damo ljudem. Se pravi to, postavite se na prvo mesto. Ni mišljena sebičnost, egoizem, narcisizem. Mišljena je res tista zdrava skrb za sebe, ker če smo mi
maksimalno dobro, potem to lahko s svetom delimo. In mislim, da to je naša naloga, dolžnost do sebe in do drugih. Zato ja, v tem smislu se postaviti na prvo mesto. In kaj bi sporočili, kako biti to, kar sem? Mislim, da to se sliši tako kot nekaj samoumevnega. Roko na srce ni. Zato, ker mnogokrat ne živimo čisto tistega, kar si res želimo. Ali pa recimo kakšen hobi, kakšno svojo strast, kar nekako postavljamo na stranski tir, si ne dovolimo vzeti čas za njo, recimo. Ali pa imamo neke talente in jih sploh ne razvijamo. Zakaj jih ne razvijamo? Mislim, lahko bi marsikaj z njimi naredili. Ali pa, ne vem, smo mogoče v kakšnih službah, ki nas dušijo, v katerih smo nezadovoljni, pa bi radi počeli nekaj drugega, pa si ne upamo tega koraka storiti. Ali pa smo v odnosih, ki nas ne izpolnjujejo, to ni samo partnerski, lahko so to prijateljski odnosi, ne? In si ne upamo to sredino zapustiti, zato da ne bomo trčali v, recimo, v osamljenost, izolacijo. In tako naprej. Ne? Mnogo je teh sfer in področjih, v katerih res ne zakorakamo tja, kamor bi si mogoče res želeli. Ne? In ta drznost, da si upamo in da prisluhnemo sebi, mislim, da je to pač ključno za to, da po svetu hodijo zadovoljni ljudje. Ne? In potem je tudi zadovoljna družba. In za prvi korak je mogoče dobro prebrati kakšno knjigo. Ja, res dobrodošli k branju. Upam, da je knjiga taka, da bojo ljudje večkrat z veseljem segli po njo, ker ni to neka zgodbica, ki bi jo prebral in bi seveda osvojil njeno vsebino, ampak je res raziskovanje pač naših psiholoških mehanizmov, tudi z rešitvami, z kakšnimi sugestijami, kako drugače, kako boljše. Tako da je knjiga, ki jo nekako večkrat človek v roko vzame, ker ne more v prvem branju glih vsega osvojiti. Tako da zelo dobrodošli k branju. Dobrodošli v knjižnico, dobrodošli med knjige in dobrodošli tudi na naše psihološke in ostale večere.